Na letošnji drugi čajanki v organizaciji Splošne knjižnice Slovenske Konjice je v sredo 8. oktobra 2014 bilo zanimivo na temo ajurvedske medicine. Knjiga izpod peresa priznanega Smaje Safiča Gupte z naslovom Ajurvedska medicina za fizično, mentalno in duhovno zdravje je namenjena vsem, ki bi radi malo več vedeli o ajurvedski tradiciji. Avtor si prek te knjige prizadeva razširiti bistvo ajurvede v okolje jugovzhodne Evrope. Smajo Safič Gupta se je izobraževal v večjih uglednih centrih za napredne in nevladne študije. Še ne bom vesel, če bo kdo se hotel izobraževati, ker je to premalo, a ne kadra. In to bi bil tudi vesel, če bi se kdo res hotel izobraževati, ker ti ajurvedska medicina, moja želja, da je v vsaki vasi ajurveda medicina, ne samo ajurveda. Je pa res beseda ajurveda je v bistvu beseda, kot da bi nekdo rekel, jaz sem športnik, ne. Zdaj, ali ti igraš tam za ulico, ali igraš ti v neki, ne vem, v prvi ligi, ne vem, v Angliji, ni bitno, ne. Torej, isto tako ajurveda je zelo primerljiva, ne, za biznis, ne. Vsi hočejo se ukvarjati, vsi vedo, kaj je yoga, kaj je ono, kaj je tret. In recimo ta knjiga prav je nastala, bom rekel, iz hkrati strasti, a hkrati tudi iz jeze. Ker jaz sem nekje v Sloveniji, nekje 17 terapeutov izobraževal. Izobraževanje traja 2 leti pa pol. Tudi ajurvedsko medicino, ki greš v noter, nikoli je ne moreš učiti, a ne, dokončati. Tudi ajurvedska medicina se ne more v eni knjigi napisati. Ajurveda je tako ogromna, da se še jaz včasih, ko grem na obisk, sem pa tja v Indiji, rečem, wow, a še to, a ne, skratka je zelo široka. In sem prav to knjigo poljudno probal narediti, da razložim, kaj je sploh ajurvedska medicina, ne. S tem, da me ne boste narobe razumeli, ne, živim v Sloveniji, ne, povprečje pol leta, ne, ampak Slovenci hitro ste nategnjeni, po domače rečeno, ne. A je kakšen multilevel, ali ono, ne bi zdaj govoril o te stvari in vas lahko tudi v bistvu, da me ne, jaz se vprašujem šlenga besedi na tega, ne, ampak tudi ogromno zdravil, razno se prodajo, ne, take cene so neverjetne, ne. Skratka, preveč je neki stvari, preveč je neki naravni, preveč je neki bio. To je za enkrat naravno. Dokaj še pride iz Indije kakšna stvar, da bi kaj promoviral, ne. Na koncu v tej drugi knjigi se napisal, da pravi zdravnik tisti, ki ne pripisuje zdravil. Zdravje samo lahko, a ne, povzročite, a ne, skozi mislima, a ne, štarte tam, a ne, in konča se v telesu, v čustvi, a ne. In gleda sem to knjigo na hitro, pač nekaj doletel, drugo knjigo sem od ljudi ne zavedajo se, kaj pa meni mentalno, duhovno. No in zaradi tega sem dopolnil, ne. Sem zelo vesel, gledam pa prve knjige, neverjetno v februarju je na področju Slovenije bila najbolj brana knjiga, oziroma najbolj iskana knjiga v knjižnica, ne. In predvsem, ne boste verjeli, s prvo knjigo, jaz tukaj nisem prišel prodati knjigo, ne, ampak ta knjiga, ne, se lahko vsebi res dejansko sami pomagati. Kot usposobljen ajurvedski strokovnjak Vaidja je pridobil certifikat iz ajurvedske dejavnosti, ki ga vsako leto obnavlja po ajurvedskem poslanstvu v Indiji in pridobiva vsakoletni certifikat za dejavnost. Izobraževal se je v uporabni psihosomatiki. Kot priznani ajurvedski strokovnjak Vaidja deluje v zdravstvenih ustanovah, tako v Sloveniji kot tudi v Indiji. Je avtor številnih publikacij o ajurvedski medicini in tudi član več ajurvedskih odborov združenj. Ajurvedska medicina je priznana v številnih kulturah sveta in je znana kot preprosta in učinkovita metoda za preventivni namen. Ajurvedska medicina ne neha presenečati in človek se začne zavedati, kako hitro se lahko življenje vrne na pravi tir in se obnovi ravnovesje samo s pravilno prehrano, meditacijo, gibanjem in dobrimi medsebojnimi odnosi v družini in družbi. O ajurvedi, tako imenovani vedi o zdravem življenju, imamo v slovenskem jeziku napisanega bolj malo. Fragmentarni zapisi se dotikajo le posameznih izsekov iz obsežnega indijskega medicinskega sistema, ki obstaja že vsaj 5000 let. Za razliko od zahodnega umevanja, kjer stojijo posamezna področja človekove misli, besede in dejanja bolj ali manj vsak sebi, pojmuje vzhodni človek ta področja kot dele celote. Filozofija, psihologija, teologija zahodnjaka zlasti begajo, vzhodnjak se po njihovih principih ravna in ta odnos se odraža tudi v ajurvedi. Knjiga na 185 straneh je razdeljena na več kot 60 enakovrednih poglavij, kar je na prvi pogled nenavadno.
Vendar, če posamezna poglavja vidimo kot raznolike elemente, ki naj jih vaidja obvladuje pri celostni obravnavi pacienta človeka, obravnavamo knjigo kot zaokroženo celoto. V prvi tretjini poglavij predstavi avtor temelje ajurvedskega pojmovanja človeka. Lahko bi jih poimenovali filozofsko, psihološko, psihoterapevtski temelji. Sledijo poglavja, ki zajemajo pretežni del knjige in podrobno obravnavajo praktične terapevtske pristope. Rečemo jim lahko tudi temelji zdravljenja. Knjigo zaokrožijo poglavja, ki se dotikajo vzdrževanja zdravega življenja v družini in širši skupnosti, kar bi lahko označili kot socialne temelje. Ljubiti je zelo široko, ni samo prosti tisto v posle, ampak je še kako drugače. Zdaj v Indiji izredno uporabijo ta sistem bhajano, poslušanje pesem. Prav recimo tukaj interesantno v tej knjigi sem izpostavil iz filozofije Jyotisha, sem izpostavil eno stvar, to je pa par mojih frendov, strokovnjakov na področju psihologije, pravo zaradi enih izhodišč dalo vedeti, da bodo ljudi dotakli sebe in da bodo spremenili stvari o tem, kar hoče odgovor. Na prvo je mesto misli. In opisano, kje sedijo te misli, kako delujo skozi opet čakaj, bomo rekli, recim se, a ne. Pogovor je nekaj najboljših za ohranitev odnose, je najpomembnejša izmenjava, ki je lahko imate dve osebi. Če se dva človeka ne morete dobro pogovarjati, ne uspete ničesar razjasniti, več se še bolj zapleta. Upoštevanje zdravstvenih nasvetov, pravil, predpisanih v ajurvedi, bo velik korak pri osvobajanju družbe fizičnih, duševnih in spiritualnih bolezni. Ajurveda kot pot zdravega življenja ni le sistem zdravstva, temveč je zaklad, ki so ga pazljivo preučevali, prakticirali in dokumentirali že naši predniki. Je znanost, ki so jo preizkušali tisoče let in ima korenine v Indiji, njene veje in sadovi pa so se razširili po vsem svetu. Ni omejena na državo ali kontinent, je zakladnica znanja in načel odprta celemu svetu. Na vprašanje, kaj je sploh ajurveda, je predavatelj odgovoril: to je celovit, predvsem preventiven pristop k zdravju. Ni rešitev za vse življenjske težave, vendar ponuja pot, po kateri človek lahko doseže vse faze življenja, telesa, uma in duha.